Ko sem bil v zadnjem letu osnovne šole, sem si izbral izbirni predmet, kot smo ga takrat imenovali, etika in morala. Nisem bil točno prepričan, kaj to je. Zvenelo mi je relativno lahko, kar pomeni, da se ne bo treba veliko učiti, zato mi je bilo privlačno. Po drugi strani pa se mi je zdel ime čist nepopularen. Etiko mogoče bi še sprejel in sem si mislil, ok, etika je nekaj o tem, kar je dobrega. Medtem ko morala, to pa zveni čisto preveč cerkveno, to ziher ne bo in. Ampak vseeno sem šel na ta predmet in kar sem doživel, je bilo neverjetno odkritje zame. Namreč pri tem predmetu sem odkril, da učiteljica, ki je imela sicer zelo dober namen in je pravzaprav odpirala dobre vprašanja, je vendar ostajala na nekem nivoju mnenj. Jaz sem doživel, da ona, kakorkoli ima dobro voljo, ona ne more meni dati dokončne resnice. Jaz sem takrat, pri 13-14 letih že poznal Jezusa, sem se več ali manj obračal nanj, tako zelo skrito, pa vendar, zelo zares. Priznaval sem svoje grehe, sem imel vpogled v svojo vest, šel sem k spovedi, udeleževal sem se Evharistije in sem se srečal z nekom, ki je absoluten. Jaz sem, če tudi zelo v obrisih, pa vendar vedel, da obstaja absolutna resnica in tudi glede tega, kar je dobro in slabo. In ko sem se srečal pri tem predmetu etike in morale s tem vprašanjem dobrega in zla in pomembnosti, da se jaz odločam tako, kot je dobro zame. Pri tem predmetu jaz tega nisem mogel prav zares prijeti, ker mi učiteljica tega ni mogla dati in videl sem, da bom moral v življenju iskati dlje. Ko sem torej tako iskal in hotel iti dlje, sem ugotovil vedno bolj in to zmeraj bolj ugotavljam, da je edini Gospod, Bog, stvarnik, lahko tisti ultimativni, dokončen temelj, kjer je utemeljeno dobro in slabo in kjer jaz lahko utemeljim svoje lastne odločitve za dobro ali pa za slabo. Rad bi vam prebral eno kratko izjavo, ki jo je Leon Veliki zapisal. On je bil papež, svetnik danes v cerkvi, živel je približno 400 let po Kristusovem ustajenju in torej je živel v trenutku, ko je Rimsko cesarstvo dokončno razpadlo. Takole prav, preberem. Kristjan, spoznaj svoje dostojanstvo. Zdaj, ko si postal Božje narave, tukaj misli na dejstvo, da kristjani, ko hodimo k Evharistiji, ko prejemamo sveto obhajilo, sprejemamo Kristusovo telo vase in postajamo del Božje narave, se pravi, da Božja narava vstopa v nas in nadaljuje, zdaj, ko si postal Božje narave, se ne vračaj v svoje nizkotne stvari. Vedi, kdo je tvoja glava in čigavo telo si, Kristusovo. Nikoli ne pozabi, da si bil rešen iz oblasti teme in prestavljen v luč Božjega kraljestva. In točno tle imamo point, bistvo morale. Bistvo morale je v tem, da spoznavamo svoje odločitve in to, kam nas naše odločitve vodijo. So naše odločitve, ki jih lahko mi naredimo, ker smo svobodni in nas vodijo v temo in tema nas lahko ima v oblasti, so pa naše odločitve, ki nas lahko vodijo v luč in luč pomeni osvoboditev, pomeni svobodo. Morala je v tem, da spoznavamo, katere odločitve nas vodijo čez dalje bolj v luč in da pri teh odločitvah vztrajamo. In zakaj je sploh potrebno, da danes govorimo o pomembnosti izbir in o tem, da obstajata dve izbiri? A ne bi mogel Bog ustvariti že kar tako nas, da tega sploh ne bi bilo treba? Zanimivo vprašanje. Bog nas je ustvaril svobodne, ker je hotel, da bi mi, ko bi doživljali lepoto Boga, doživljali tudi lepoto naših dobrih izbir, ker si je tako zamislil, da naša svoboda nam to omogoča. In veliko več je in lepše je, če jaz dobro izberem, ker to hočem, kot da mi je kar avtomatično dana in je pač sestavni del mojega življenja. Če pa jaz dobro izberem, potem pa jaz doživljam, kakšno lepoto ima moje dostojanstvo, ker sem svoboden človek. In nadalje lahko sklepam, kakšna lepota je Bog, ki mi je dal to svobodo in ki mi je ustvaril tazga, da želi, da doživljam svoje lastno dostojanstvo. Iz Svetega pisma vemo in prav gotovo ste tu že velikokrat slišali, da je človek čist na začetku, tisti človek, ki ga imenujemo Adam in Eva, zlorabil to svojo svobodo in se je odločil drugače. Odločil se je tako, kakor Bog ni predvidel, da bi bilo dobro za njega, ampak Adam je vseeno tako naredil to odločitev. In kar se nam danes ljudem zgodi je, da potem, ko izkusimo, ko doživimo našo slabo odločitev, kot bi nas privlačila. Enkrat, ko jo doživimo, ko smo jo okusili, se nam zdi, da bi se radi kar vrnili k njej. Recimo,
jaz se odločim, da bom začel opravljati. In ko jaz doživim, kaj je to opravljanje, imam jaz veliko skušnjavo, da bom hotel zmeri znova se vračati v opravljanje. Kar je pa zelo nevarno, je pa to, da jaz potem, ko se navadim opravljanja, sploh ne vem več, kaj pomeni svoboda. Da sploh ne vem več, da ima človek, ki ga jaz opravljam, v bistvu krasno lepoto v sebi. Ampak jaz tega ne vidim, ker jaz bom itak opravljal. In v končni fazi sem lahko jaz rato nesvoboden, da bom sploh imel en normalen, vesel, svoboden pogovor, brez da bi govoril o nekom tretjem. To je velika nevarnost in velika skušnjava naših slabih odločitev, ki nas vedno znova pahnejo v isto in isto in isto zgodbo, ki nas v osnovi ne osvobaja, ampak nas vodi v prispodobi v temo. Ali pa drug primer, ki se ga bomo zdaj pogledali. Vprašanje, ali jaz pri testu goljufam ali ne, ali bom plonkal ali ne bom plonkal, ali bom prepisoval od sošolca ali pa od sošolke ali ne. Velika skušnjava, ki jo imamo pri tem je, da si mislimo, če bom dobil dobro oceno, me bojo spoštovali. Če bom uspešen v šoli, bom imel veliko vrednost. Kakšna napaka, kakšna skušnjava. In če jaz vedno bolj verjamem to, se lahko navadim, da bom začel verjeti, da moja vrednost je odvisna od mojih ocen, kar je velika zabloda. Namreč moja vrednost ni odvisna od mojih ocen, ampak sem jaz vreden, ker sem. Ocene, ki jih pa dobivam, so pa odraz mojega vložka. In najbolj v resnici, in torej najbolj svoboden bom takrat, ko bom jaz dobil tako oceno, ki bo odsevala moj vložek. Okay, class, you have 15 minutes to complete this spelling test. No talking. The timer starts now. Why did I spend all last night watching YouTube fail videos instead of studying? Miss A+ Julie over here always has the answers. Maybe I'll just copy off her test, just this once. Psst, Maverick, how about you just try your best and remember to study next time? Or you can take a little shortcut, just this once. You deserve a break. Listen, Maverick, you'll feel better if you do the right thing. You always do. You won't feel better when you get an F. You don't know what grade you'll get, and your integrity is more important than any grade. Ah, yes. Try explaining that one to your mum when you show her your report card. Actually, you should do that. She cares more about your honesty than your grades. Indeed. She'll say, "Good job," and then ground you for not studying. I don't know. Oh man, this is hard. You can do it. Maverick, 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 Maverick. God, help me. All right. I'll do the test on my own. Oh, Maverick, I'm so proud of you. Just cheat already. I gotta go give God a high five. See you later. Ja, se vem, da je tole malo stereotipno, ampak kakorkoli, jasno pa je ena stvar. Jasno je, da imam jaz dve izbiri. Izbiro odločitev dejanj, ki so dobra, ali pa izbiro odločitev dejanj, ki so slaba. Stara zaveza prav, Gospod prav v stari zavezi, pravzaprav pred tabo sem postavil dve poti, življenje in smrti. Če si pameten, boš izbral pot življenja in ne smrti. No in torej, pogledali si bomo v nadaljevanju v naslednjih prispevkih, katere so tiste stvari, ki nam pomagajo, da bi vedno bolj izbirali dobro, da bi bili polni življenja, da bi življenje v nas se razcvetelo, da bi bilo v polnosti zaradi naših dobrih odločitev. Pri tem si bomo pogledali predvsem 3 vidike, ki so zelo pomembni in jih omenim že zdaj, bomo pa se k njim vrli. Ti 3 vidiki so, prvič, kaj jaz sploh naredim? Katero moje dejanje, kaj jaz hočem narediti? Druga stvar, kakšen namen imam s tem dejanjem? Kakšen namen imam, ko jaz nekaj počnem? In tretjič, v kakšni okoliščini jaz neko dejanje delam? Kaj jaz delam, s kakšnim namenom delam in v kakšnih okoliščinah to delam? To so 3 ključna vprašanja, k katerim si bomo vrnili, ampak kakorkoli za vsakega človeka je to bistvena pomoč, ker nam lahko osvetlijo in nam pomagajo, da bi razbirali, v čem je večja dobrost mojih dejanj in torej, da bi s tem vedno bolj vstopil, kot pravi Leon, v svobodo, da
človek, ki je človek luči in ne več v oblasti smrti.